tukaj imamo Rona. Cool. Ja, zdaj pa je treba še Hermiono pogledati, ne? Evo je. Kje pa Harry Potter? Evo, tukaj je tudi Harry, seveda ne sme manjkati. Takole pa zgleda za strip. A to si vse sama naredila? Jaz rišem mange. Ilustracije v stilu japonskih stripov. Manga v japonščini pravzaprav pomeni strip. Se pravi, če manga pomeni strip, so mange podobne našim stripom? Strip je tudi na japonskem še vedno strip, se pravi okvirčki, ilustracije, tekst, ne? Ampak na japonskem so šli še malo dlje, pa so naredili ogromno žanrov. Tudi za punce, recimo. Ker strip pri nas, mogoče takrat, ko sem jaz začela brati strip, ni bil ravno za punce. Seveda sem imela rada tudi Mikija Mustra, pa Asterixa in Obelixa, Mikija Miško, Batmana. Pa sem pa odkrila mange in zgodbe, ki so bile tam tudi za punce narejene. A si se to v šoli naučila risati? Jaz sem študirala v bistvu japonščino pa geografijo. To sem se pa sama učila. Zelo so lepe tele risbe, ampak imajo pa take malo posebne obraze. Poleg kako se tukaj svetijo učki, a ne. To je zelo pomembno, ker učki ogromen izražajo, a ne. Pa tudi lasje. Jaz imam zelo rada lase, jaz zelo rada rišem lase. Še ena značilnost je, da je tudi veliko komičnih vložkov, a ne. A vidiš, čakaj, da ti pokažem. Poglej, te dva tukaj vprašaj, kaj? Se moči zmanjšajo učki in potem tukaj dobijem tak nagajiv nasmeh, ko je pa ja, a ne. In se tudi spremenijo učki potem. To je narejeno z tušem, pa pobarvano je z akvarelom. Se pravi, imamo take v tubi, ko zgleda kakor kakšna tempera, to ziher že poznata. Potem imamo pa še take v takih lončkih. To pa samo greš z vodo noter, pa jo zmočeš. Te so pa narejeni z Copic markerji oziroma flomastri, ki so tudi malo bolj profesionalni flomastri. Ko rišeš ročno, pa je zelo pomembno, da si najprej narišeš s svinčnikom, potem pa veliko radiraš. Eni sicer nočejo radirati, jaz kar radiram. Potem pa greš čez s tušem po linijah, ko si zadovoljen. In na koncu, potem, ko se posuši tuš, pa še pobarvaš z čopičem in z akvarelnimi barvami. Začni pa risati najboljše, da na obrazu, tukaj v tej liniji, tukaj začni, na tej strani. Potem greš pa na ta uček. Tako, super. A ti tudi svojo zgodbo pol napišeš na te slike? Tudi. Včasih nastane najprej samo en lik, potem pa cela zgodba napletem okoli. A to je ko en svinčnik računalniški? Ja, zelo fini računalniški svinčnik. A boš probal? Lahko. Kar dej. A vidiš? Vidim. To je zelo precizno. Seveda se lahko riše tradicionalno na roke, ampak v zadnjem času nam pa tehnologija omogoča tudi, da si malo poenostavimo vse te procese in rišemo na računalnik. A ti to tlele izbereš barvo in pol pobarvaš, kar je črno-belo? Zaradi tiskanja se je delalo večinoma črno-belo. Zdaj v modernejšem času, ko pa ogromno uporabljamo telefone, so se pa webtooni začeli razvijati, to so pa v bistvu na telefonu. Teh se pa ne tiska, zato so pa lahko barvni. Ti si rekla webtoon ali kaj? Ja, webtoon. Nimamo še dobre slovenske besede za to. Rečemo pa lahko strip na internetu, prilagojen za brskanje na telefonu. Kar kot da si na papirju. Bravo. V bistvu si zelo dobro štartal za manga oko. Poglej, jaz vedno začnem zgoraj, pa vedno naredim velik črt. Potem lahko popravljamo, ni sploh važen. Pa dajva, da bo gledal Taro. Narediva noter. Tak, spodaj trepalnice, tole je odsev, blesk, še veka. No. Tank, malo trepalnic. Tako, bravo. Super, kako si dobro naredil? A imajo kuri, da narisam? Ja, odlično, super upoštevaš navodila. Zdaj pa svetlobni odsev, tako, pa še noter. Bravo, zdaj ga lahko še pobarvaš.